Gospod Srebrnič, iz Maribora se tudi tokrat vračate brez točk. Ja, vračamo se brez točk. Moram biti zadovoljen z drugim polčasom, s prvim malo manj. Čeprav začetek tekme smo dobro začeli, nekako naredili smo tam napako, ko smo v bistvu sproti napada dobili gol. Pri nič smo imeli eno v bistvu zicer. Tako da potem po prijetnem zadetku smo bili malo nenatančni in preveč grešili pri podajah. Medtem ko drugi polčas, še posebno potem po izključitvi, v bistvu smo dosti bolj bili nevarni in ustvarili smo si priložnosti, tako da bi lahko prišli tudi do izenačenja. Tako da škoda, vendar treba biti bolj konkreten in treba poentirati zadeve, ker priješ v priložnost. In tukaj bi v Maribor danes v prednosti, ker v bistvu so poentirali zadeve, mi jih nismo. Tako da nič, ustrajali bomo pri tem, da si ustvarimo priložnosti, da igramo, da probamo spraviti nasprotnika v težave in bo tudi se obrnilo rezultatsko. Kaj lahko bi bil Embeda ključen mož? Prekršek Embeda bi lahko bil ključen mož danes. Bila je izključitev nad njim, podal je za gol in pa le malo mu je zmanjkalo do izenačenja. Ja, igral je zelo dobro. Mislim, da je dober igralec, to ni vprašanje. Lahko bi tam potem šla noter tista žoga, ampak dobro, mislim, on je napravil svoje danes. Hvala. To je sedaj že vaš tretji zaporedni poraz. Ja, res je, zdaj je že tretji zaporedni poraz. Zdaj prihajajo tekmeci, ki so blizu na lestvici blizu nas in te tekme bodo za nas najbolj pomembne in upamo, da jih bomo dobili. A bili ste vendarle blizu točki? Ja, res je, v drugem polčasu smo potem z igralcem več pritisnili, škoda nam ni uspelo zadeti še enkrat in zdaj moramo pač naslednjo tekmo dati vse od sebe in probati dobiti 3 točke. S tem zadetkom pa ste vendarle prekinili en strelski post tam od 24. kroga, če se ne motim. Ja, res je, zdaj nismo zadeli par tekem, v obrambi mislim, da smo se popravili, zdaj proti Triglavu pač gremo na 3 točke. Gospod Milanič, tudi tokrat ste zmago osvojili veliko težje, kot ste najverjetneje pričakovali. Tako, verjetno vsi vi pričakujete. Vsaj po prvem polčasu. Vsi vi pričakujete sprehod NK Maribora. Mi smo danes popolnoma zasluženo zmagali, v nekem trenutku smo trpeli, do 54. minute smo imeli tekmo pod kontrolo, vodili z 2-0, imeli priložnosti, nasprotnik je bil nemočen, potem pa jasno z igralcem manj in s hitrostjo, katero imajo oni in tudi znanjem, mladostjo, ki jo imajo, v nekem trenutku tudi malce trpiš, vendar je tudi to, se tudi to dogaja, na to smo pripravljeni, zaslužena zmaga in veselimo se 3. zmage v nizu. Tudi sedaj ste ostali brez igralca, se pravi druga tekma zapored. Dobro, danes je res veliko vprašanje, zakaj izključitev. To nam je podrlo načrte oziroma nismo uspeli z igralcem manj več biti nevarni, igrali smo preveč nazaj in enostavno dali nasprotniku možnost, da se razigra. Vendar kljub temu, lepe 3 točke so danes fanti na igrišču osvojili. Hvala. Jasmin, 2 različna polčasa, v prvem nekoliko manj dela, v drugem pa je bilo kar pestro pred vašimi vrati. Ja, prvi polčas smo zelo dobro odigrali, dosegli tudi 2 zadetka. Enostavno v drugem polčasu nismo krenili tako, kot smo se zmenili v garderobi. Se je poznalo takoj po izključitvi Ibrahimi, ampak vseeno pač tudi to je del nogometa in mislim, da smo drugi polčas izgarali te 3 pike in so ostale doma. Tudi po zaslugi nekaj vaših obramb. Ja, to je pač moje delo, tako kot je vseh ostalih igralcev, ki so enostavno morali 2-krat več preteči v drugem polčasu, kakor bi, če bi bili popolni, ampak se pravim, to je nogomet in danes smo res izgarali in zasluženo osvojili 3 pike. Hvala.